Dober dan, vošči Martina Arčon in vas vabim v družbo Radia Robin in teme, ki smo jo izbrali za naše današnje druženje. To pa je metoda Feldenkrais. Marsikdo bo zdaj rekel, kaj to je. Moja gostja, Mateja Kodermac, pravi, da ni to tako zelo nova stvar, je pa zagotovo v zadnjem času bolj v ospredju in postaja čedalje bolj priljubljena. In certificirano terapevtko omenjene metode imamo danes v studiu. Dober dan. Dober dan, Martina, hvala za vabilo in pozdravljeni vsi poslušalci. Ampak vseeno na začetku, kako čim bolj poljudno razložiti to metodo Feldenkrais? To ni tako lahko, kot se sliši. Tako se mi zdi, da vedno, sploh pri tem načinu dela je ta izkušnja res tista, ki ti najbolj da. Ampak če poskušam res čim bolj preprosto ubesediti, gre za v bistvu delo s telesom, za raziskovanje skozi gibanje, raziskovanje naše celovitosti, tega, kar smo, in vzpostavljanje nekega večjega ravnovesja, nekega bolj učinkovitega delovanja, večje lahkotnosti, boljšega stika s sabo. Zakaj naj bi se poslužili te metode, v katerih primerih naj bi vas obiskali, Mateja, bova povedali v nadaljevanju. Morda za začetek, rekla sem, da ste certificirani kot učiteljica metode Feldenkrais, ampak tudi učiteljica joge, učiteljica meditacije, sakralna terapevtka. Končujete študij za delo s travmo, verjetno v to metodo vključujete malenkostno, ampak kljub vsemu vsa omenjena znanja. Ja, pri svojem delu nekje uporabljam čisto metodo Feldenkrais, nekje pa stvari zelo povezujem, ker v bistvu se zelo dobro tudi podpirajo te različne modalitete med sabo, zato, da je delo čim bolj učinkovito. Zakaj ste sami ugotovili in kdaj ste ugotovili, da je to tisto, kar želite početi v življenju? V bistvu to je bil kar dolg proces in najprej je šlo predvsem za mojo potrebo nekako umestiti sebe v svet bolj lahkotno, prepoznati ene stvari, jih pozdraviti tudi znotraj sebe. In najprej je motivacija bila ta, potem se je to skozi čas razvijalo. Prvič sem prav specifično, kar se metode Feldenkrais tiče, bila na eni delavnici v Ljubljani in tako me je zelo presenetil učinek, ker delaš skozi gibanje in skozi telo, ampak najbolj izrazita stvar, ki sem jo jaz čutila po tisti delavnici, je ta močna utelešenost, umirjenost in tako mentalna odprtost, mentalna lahkotnost. Ampak ni nič zapletenega, ne? Morava povedati. Naj povem, da je, ko sva se z Matejo dogovarjali za oddajo, prijazno rekla, da se bova lažje pogovarjali, a bi prišla tudi ti k meni na obisk, da sploh veš, zakaj gre. In ja, seveda sem z veseljem rekla ja in moram reči, da je lahkotnost zelo zaznavna. Zdaj bom rekla tako, predno si privoščiva glasbo. Lahkotnosti si pravzaprav želimo vsi, pa jo lahko vsi tudi dosežemo s pomočjo omenjene metode? Sigurno lahko jo dosežemo več, sigurno lahko dosežemo eno večjo integracijo, več učinkovitosti v gibanju in delovanju. Kako dolgo, koliko časa rabimo, do tega pridemo? To je odvisno od posameznika. Ja, vsekakor je učinek zaznaven po vsaki lekciji, ali je to skupinska ali individualna. To bova povedali v nadaljevanju, da je tale metoda pravzaprav dvotirna, če se takole izrazim. Lahko se odločimo za skupinska srečanja, lahko pokličemo Matejo za individualno srečanje. Za še več lahkotnosti v življenju danes predstavljamo metodo Feldenkrais. Nekaj novega bi rekla jaz, ampak Mateja Kodermac, moja gostja, pravi, da temu ni tako. Pravzaprav gre za metodo, ki se je predvsem v tujini, sami ste se izobraževali tudi v Milanu, pojavila že precej let nazaj. Ja, dr. Moshe Feldenkrais je
to metodo razvil tam v 60-ih, 70-ih letih. Jaz sem študirala v Milanu. Izobraževanje traja 4 leta. S tem, da nisem bila ves čas tam, ampak sem hodila tja in sem se vračala. Drugače je izobraževanje tudi na Dunaju. Večina slovenskih učiteljev se je tam izobraževala. Od lani pa je mednarodno izobraževanje z res izrednimi učitelji tudi v Ljubljani. Odlično. Se pravi, bo to še več. In lahkotnosti v naši državi posledično več. Kdo se odloča za to, da potrka na vrata in želi spoznati to metodo, ki deluje, to moramo povedati, na telo, na človeka celostno? Ja. Zdaj, eno je ta lahkotnost, drugo pa je, v bistvu, kar želimo, je jačati kapaciteto živčnega sistema, jačati možnost živčnega sistema, da se regulira in ko gremo izven, recimo, v neko večjo aktivacijo, da se potem čim prej tudi vrača v ravnovesje. Zdaj, jaz imam stranke, ki pridejo z različnimi nameni. Ja. Dosti je ljudi, ki imajo kakšnekoli fizične težave. Zelo dobro se lahko dela z metodo Feldenkrais tudi kot podpora psihoterapevtskemu procesu, ker gre za jačanje tega stika tudi s telesom, ki je dostikrat, kako bi rekla, šibek, sploh pri prisotnosti recimo kakšnih večjih travm. Tako da se to zelo fajn povezuje. Potem zelo specifično, jaz recimo v Ljubljani dosti delam s profesionalnimi glasbeniki, tudi na glasbeni šoli v Novi Gorici učim učitelje. Enkrat na teden imamo redno uro. In v bistvu zato, ker oni imajo veliko prisilnih drž pri igranju inštrumentov. In z metodo Feldenkrais se lahko to uravnovesi, popravi, pač izboljša se njihovo psihofizično stanje, zmanjšajo se napetosti, bolečine, hkrati pa se tudi izboljša performance, čisto glasbeni performance, zaupanje vase. Zdaj, na akademijah glasbenih, na konzervatorijih je zelo pogosto, da imajo že v času študija metodo Feldenkrais. Enako tudi plesalci pravite? Tudi s plesalci, ja, delam. Drugače imam tudi specifične delavnice v Ljubljani, ki povezujejo delo z metodo Feldenkrais in svobodnim plesom. To še z eno prijateljico, Andrejo Krajnc. In gre za to, imenujemo jih ozaveščanje skozi gib in ples, da delamo skozi metodo Feldenkrais, kjer se raziskuje ene specifične občutke, gibanje na različne načine, povezave različnih delov telesa, eno specifično temo in na to se nadaljevanje raziskuje skozi neko spontano gibanje, se pravi, to je ples. Tle ne gre za performativen ples, ampak za to najbolj primarno izraznost, ki jo imamo, ne? Ples pa petje so za človeka tako zelo temeljna. Sicer pa poleg teh delavnic in raznih izobraževanj in podpore, bomo rekli, plesalcem, glasbenikom in ostalim, imate tudi skupinska srečanja. Druga pot pa so, kot sva že dejali, individualna. Se pravi, kaj se počne pri teh skupinskih urah, ki jih imate enkrat tedensko? Tako je. Zdaj, znotraj metode Feldenkrais imamo 2 načina dela. En način je delo, ki se vodi z verbalnimi navodili, eno raziskovanje, učenje skozi telo, ki se vodi z verbalnimi navodili, ki mu pravimo ozaveščanje skozi gib. To pač je skupinsko delo, imam skupine v Novi Gorici, pa preko Zooma, pa potem specifične tematske delavnice na različne teme. To je ozaveščanje skozi gib. Drugi del je pa funkcionalna integracija. To je pa individualno delo, ki gre bolj za manualno delo. Se pravi, če pri prvem delate in raziskujete sami, pod mojimi navodili, oziroma nekim okvirjem, pri funkcionalni integraciji delamo, ko vi ležite na mizi, delam jaz manualno,
z telesom. Z nežnimi pritiski. Zelo nežnimi pritiski, ustvarjanjem povezav med različnimi deli telesa. In verjetno pod rokami zaznate, kako dobri, jaz ne vem, če uporabim besedo, kondicije človek? Ne vem, če bi uporabila besedo kondicija, ampak vsekako si zelo učitelji metode Feldenkrais so izredno zverzirani, tako zverzirani tudi za opazovanje biomehanike telesa. Se pravi, se točno vidi, kje so stvari mogoče neučinkovito organizirane, manj učinkovito organizirane. In potem na tem delate. In potem na tem delamo. Rekli sva fizične težave, precej jih rešite na individualnih, bom rekla, seansah, terapijah, obiskih. S katerimi težavami se ljudje obračajo na vas? Bolj bi rekla, da se z mojo podporo rešijo sami. Super. Tako, pač te tipične težave. Ozavestijo problem? To je smisel tega, ne da bi pač zdaj oni, mislim, ja, no, recimo, če dam en primer, da pride nekdo s težavami v ledvenem delu hrbta, ne gre za to, da bomo mi delili samo na tistem ledvenem delu hrbta, da on ima tam težave, ne, je verjetno razlog v njegovi celotni biomehaniki, čisto fizično, kako se giba, kako uporablja svoje telo, ne. Če obstaja neka prevelika kompresija na ledvena vretenca, najverjetneje druga vretenca niso dovolj vključena v gibanje ali pa niso dovolj prosta ali pa kompenzira z mišicami podporno funkcijo skeleta. Razlogi so lahko pač za to zelo različni, ampak vedno bomo delili celostno. Tako da ljudi kdaj preseneti, če pride nekdo s težavo s kolenom, bom verjetno začela delati na prsnem košu in na ramenih, ne? Ker ko se tam spusti, se cela biomehanika spremeni in potem tudi tista težava izveni. Se pravi, zato je to učenje skozi telo tudi. So to dolgotrajni postopki, predno se zgodijo spremembe? Tako, zelo odvisno. Eden je ta pač biomehanski del, drugi del je malo odvisen od delovanja njihovega živčnega sistema, odpornostjo na stres, ker tudi to vpliva na mišični tonus in na fizične težave. Se pravi, zakrčenost telesa je lahko posledica stresa? Ja, veliko. Znotraj v bistvu, metode Feldenkrais se predpostavlja, da nista in telo nekaj ločenega, ampak zelo povezana. In v bistvu Moshe Feldenkrais je govoril o tem, da so naši možgani sposobni učenja in razvijanja novih nevronskih povezav že zelo zgodaj. Danes je ta koncept nevroplastičnosti, se mu reče, tako, v nevrosni znanosti zelo obsežen in to zdaj vemo vsi, ne? Ampak takrat, ko je on razvijal, bila to ena temeljnih predpostavk, ki jo je on na nek način zaznal, čeprav ni bila še v znanosti razširjena. Tako da koliko časa, spet, zelo je odvisno od primera do primera. Mogoče od starosti težav, od globine težav ali tudi od človeka samega? Ja, od obojega. Ja. Od starosti ziher, ker če mi v bistvu ohranjamo nek določen vzorec v gibanju in delovanju, ki ni učinkovit dolgo časa, potem tudi več časa zahteva to, da ga spremeni. A vi že, rekla bom tako nadaleč, vidite človeka, ki se ne drži ravno tako, kot naj bi se, ki se giblje drugače, kot bi se, nosite s seboj to poklicno deformacijo? V bistvu, je tako zanimivo, ker res smo tako močno zverzirani v opazovanju. Ampak metoda Feldenkrais ni korektivna metoda, v smislu, da bi jaz zdaj vedela, kaj je za vas boljše, in bi rekla, drži se, tako pa bo. Ne, gre za to, da ti izkusiš, preizkusiš in izbere tvoj živčni sistem tiste možnosti, ki so bolj zate učinkovite. Ampak pogosto vidim, recimo, tam se hrbtenica ne premika tako, kot bi se lahko, ne? Ampak to ni, da on potem zavestno, zdaj rečem, premiki tam bolj in bo boljš. Ne, gre za to, da on mora to integrirati, začutiti pri sebi, raziskati v različnih položajih, v različnih gibanjih in potem bo živčni sistem avtomatsko
prevzel tisto možnost, ki je bolj učinkovita. In to gre za tako minimalne dotike in premike. Rekli sva, da deluje tudi na fizično, ker pač verjetno je v ospredju ampak o tem morda v nadaljevanju. Ne smeva pozabiti na športnike. Pravite, da se poveča natančnost pri športnih aktivnostih in celo umetniškem izražanju. Se pravi, da so športniki velikokrat pri vas? V resnici niti ne tako pogosto, kot recimo mogoče ki je v tujini. Vem, da je na Hrvaškem en zelo priznan učitelj, tudi fizioterapeut, mislim, ki dela z nogometaši, zelo specifične stvari. Drugače, mislim, na telo in na bolj se predpostavlja, da telo in nista nekaj ločenega. Kako ste že dejali, tako da zelo celostno je pa ta metoda zelo učinkovita tudi v neki faze priprave za izboljšanje učinkovitosti gibanja, se pravi tudi performansa in tekmovalnega udejstvovanja, če gre za nekega specifičnega športnika. Kaj pa to skrajša čas okrevanja po poškodbah in operacijah? Je smiselno, da se takrat, ko imamo neke težave, tudi na račun, bom rekla, nekega operativnega posega, hitreje spravimo v red? Mogoče ne takoj, ko je stvar še akutna ali pa so neke tako rane, ampak potem pa zaradi tega, ker v bistvu, kot ena podpora sistemu, dostikrat recimo se dela tudi pri kapi ali pa pri takih zadevah, ko mogoče eni deli telesa zgubijo funkcijo. Se pravi, se dela na zdravih delih in potem se, ko bi rekla, informacijo v navednicah prenaša na tiste dele, ki se mogoče ne gibljajo več. Ker pač leva in desna možganska polovica sta povezani. Leva je povezana z desno stranjo telesa in desna z levo in povezani sta med sabo. Se pravi, če imamo kap in nekdo pač recimo ne more uporabljati več leve roke, se potem lahko dela in ponavadi je kar učinkovito. Seveda odvisno od primera do primera. Morda tako, Mateja, še kar se uporabnosti tiče, povečuje zaupanje v lastne sposobnosti. Na kakšen način? Tu je pa v ospredju verjetno. Mislim, v bistvu drža in neki fizični vzorci gibanja, mišični tonus, to je vse zelo povezano z našim mentalnim in čustvenim stanjem. Tako da, čakaj, kakšno je bilo tvoje vprašanje? Se pravi, rekla sem, da povečuje zaupanje v lastno sposobnost. Tako, v bistvu, ko mi lahko zaupamo v svoje telo, je v bistvu to povezano tudi z enim drugačnim zaupanjem vase. In v bistvu zelo raziskujemo tudi svojo samopodobo skozi to. In spet, ko imamo ene stvari bolj zaveščene, lahko se boljše odzivamo. Ali pa, recimo, če ima nekdo rigiden vrat, je njegov občutek varnosti v telesu manjši, kot če ti imaš glavo svobodno in se lahko premikaš in sprejemaš učinkovito informacije iz okolja. To pač ni nekaj, o čemer mi razmišljamo, ampak je tako. In zdaj se marsikdo sprašuje, na kakšen način to dosežete. Z minimalnimi dotiki, z minimalnimi pritiski, tako da se človeku zazdi, da iz tega nič ne bo, če smem biti tako osebna, ampak dosežete velike premike. V bistvu telo se v bistvu kolikor dosti bolj odziva na v bistvu neko nežno stimulacijo. Ničesar nič ne silimo, ampak delamo z vzorci, ki jih človek že ima in iščemo nove možnosti. Gre za rahle dotike, manualno. Pri manualnem delu gre za rahle dotike, ampak v bistvu ti delaš s skeletom in živčnim sistemom. Se pravi, to, kar sva mi dve delali, ko sem se te dotikala, ima nek svoj namen. Recimo, povezovanja prsnice z rameni v neki določeni funkciji, kako se gibljajo rebra ob dihanju, kako se odpira prsni koš, kako je to povezano z medenico, kako je povezano s hrbtenico. A je tukaj zaznati, bom rekla, to gibljivost posameznika, je to od primera do primera zelo različno? Absolutno, zaradi tega, ker izhodišče je že drugo pri
posamezniku, pri različnih posameznikih. Ampak način dela je pa pri vsakem enak. Tega je neskončno. Mislim, jaz recimo nikoli ure tako redko uro ponavljam. V bistvu vedno delamo različne stvari, učimo se, lekcije so zelo različne. Tako tudi to manualno delo. Ne? Jaz sem pri tebi, ko sva delali skupaj, izbrala, glede na to, kar sva se pogovarjali, en specifičen način dela. Lahko bi pa, ne vem, 100 drugačnih. A teče delo brez besed ali se z, bom rekla, tistim, ki je na mizi, pogovarjate? Individualno, misliš? Ja, zelo odvisno. Doskrat usmerim pozornost na določene stvari, da jih začuti. Ker zelo je pomembno to, da človek ene stvari začuti, potem, da se tudi zgodi ena integracija, vprašam po občutkih, se pravi, da se nekdo zaveda tega novega občutka in spremembe, se pravi, je to ena nova možnost, ki je njegovo sistemu tudi bolj dostopna. Vedno so občutki na začetku terapije in na koncu diametralno nasprotje, tako kot je bilo pri meni. Zelo različno, ja, zelo različno. Tako da ampak spet odvisno, vsak posameznik to zelo drugače doživlja. Pogledam malo po tvoji spletni strani in naletim tudi na izjave vseh tistih, ki so te že spoznali. Različne so. Rada imam ta občutek osredotočenosti, rada raziskujem, kako se telo giblje, pa naprimer z metodo Feldenkrais sem se podala v neznano, nisem vedela, kaj pričakovati. Tudi take stranke imate? Ja, seveda. Pridejo in ne vejo, kaj bi. V smislu, kaj lahko pričakujejo, ne poznajo, bom rekla, specifičnosti. To je zelo težko opisati in je res izkušnja tista, kar najbolj šteje, ker je dostikrat zelo presenetljivo. Delo z metodo mi je prineslo umirjenost, več samozavesti in istočasno mi je odprlo veliko vprašanj. Še več dela na sebi pomeni to? Ne nujno, jaz tudi recimo metoda Feldenkrais je na nek način tako organska in hkrati je tako široka, da jaz še danes recimo 5 let je že, odkar sem jaz diplomirala, 4 leta sem študirala, že prej sem poznala to delo in še vedno odkrivam nove stvari in še vedno mi je zanimivo. Mislim, da zaradi te organskosti, ker se to učenje nikoli ne konča v bistvu. Koliko ste te metode prenesli med ljudmi? Je danes odzivov več? Pustiva delavnice, pustiva izobraževanja takšna in drugačna? Prej ste omenjali Ljubljano, kjer je verjetno, če uporabim besedo, trg širši, pa vendar ljudje zaupajo, se podajo v tovrstno iskanje? Ja, vedno bolj. Mislim, da je potreba vedno večja. Jaz konkretno sem že prej delala druge stvari, tako ko sem začela učiti v skupinah tle v Novi Gorici, je bil ful velik odziv tako, in so se ljudje bili zelo odprti podati v to. Sigurno je pa neka razlika med Ljubljano in Novo Gorico, ampak jaz delam tako tukaj kot tam in mi je v bistvu to fajn. Tudi kraniosakralna terapija, terapevtka ste, je manualna tehnika, nežna, ki je, bom rekla, kar precej podobna tej metodi Feldenkrais, ali niti ne? Niti ne. Kar je podobno in kar povezuje, vse, kar jaz delam, je ta povezava telesa in uma, oziroma enost, ne? Se pravi, da tudi pri kraniosakralni terapiji delamo s telesom, sicer na drugačen način in naslavljamo notranje občutke, čustva, vzpostavljamo stik z njimi, lahko jih potem v enem procesu preoblikujemo. To je en del kraniosakralne terapije, lahko se pa dela tudi bolj strukturno. Kraniosakralna terapija v bistvu je zelo nežna tehnika, ki izvira iz osteopatije. Ampak kombinirate eno in drugo, ne, pri delu verjetno? Doskrat tudi kombiniram eno in drugo in gre zelo dobro skupaj. Velikokrat ste v oddaji poudarili povezavo uma in telesa. Kaj opažate pri ljudeh danes? Je to ločeno? Smo premalo v stiku s seboj? Jaz mislim, da nikoli ni bilo ločeno. Da pri človeku ni ločeno, ampak smo z nekimi koncepti mentalnimi to ločili. Zaradi tega, ker mentalno stanje se izraža v telesu in obratno, živčni sistem povezuje vse, tako da jaz naša
če vas vprašam, kako nekaj zaznaš, kako čutiš eno emocijo, je ne čutiš nekje zunaj, jo čutiš v telesu. Ampak zakaj je vseeno več razhajanja danes, ne? Mogoče, da se malo poslušamo. Danes mislim, da ljudje zgubimo stik s telesom. Ko stvari postanejo preveč intenzivne, ko smo recimo pogosto pod stresom, je v bistvu en obrambni mehanizem tudi sistema, da malo disocira, ne? In potem, da lahko vozimo naprej ta nenaraven ritem, ne? Ga ne moramo skupaj v stiku s telesom, ker telo ima svoj ritem, ne? Tako da se dostikrat zgodi ta razhod. In kot sem rekla, ta disociativni moment je lahko povezan tudi z kakšnimi neprijetnimi izkušnjami v življenju in pač z dolgotrajnim stresom, pač drugimi dejavniki. Pa se tega ljudje dovolj dobro zavedamo, da pravzaprav vsemi temi ravnanji škodimo sebi, ne drugemu, nas to želite tudi naučiti, podučiti? Ja, mislim, da ljudje prihajajo z eno veliko potrebo, prav potemno, ker se vrniti pa neko naravno stanje. Ja, dosti je pač teh izgorelosti, stvari so tako zelo intenzivne in telo nekaj časa opozarja potiho in potem opozarja bolj na glas in na koncu kriči, tako da pač pridemo do točke, ko rabimo vse dele sebe poslušati. A je to še ena lekcija za človeka in človeštvo? Kako postati in narediti, da bomo bolj osredotočeni, da bomo živeli v stiku in da nas ta dvotirnost pravzaprav ne bo pripeljala do bolezni? Ja, predvsem s tem, da si vzamemo čas, za biti naravi, zato da lahko, da ne hitimo, da imamo prostor. To so tako v bistvu osnovne stvari, da izgledajo banalne, ampak ja. Tako zelo pomembne. Ja, in raznolikost, raznolikost zelo pomembna in v gibanju in v, ja. O tem verjetno poučujete, ne? Tudi na delavnicah, ki jih imate skozi zanimivo tudi Zoom delavnice. Lahko pridemo k vam osebno, lahko se lotimo dela nadaljavo, tako rekoč, in prav v februarju začenjate s sklopom novih. Ja, te lekcije ozaveščanja skozi gib imam v živo v Novi Gorici in preko Zooma, delavnice pa večinoma v Ljubljani. Preko Zooma, ja, pač sem začela takrat v času covida, ampak v bistvu tako zelo veliko ljudi prihaja z različnih koncev Slovenije, tako da se je to kar obneslo in v bistvu je zelo fajn način dela, zaradi tega, ker te lekcije, ko sem rekla, so vodene z ustnimi navodili, se pravi, ti ni treba gledati, ne posnameš, ker cilj je, da ti ostajaš v sebi. In je zelo fajn, no, in dosti ljudi tudi, ki so iz Gorice, pridejo rajš na Zoom, tako da... Bolj enostavno smo komot, ja. Tako rekoč. Začenjam pa zdaj z novim semestrom in naslednji teden je tudi par možnosti brezplačnih za poskusiti to ozaveščanje skozi gib. Človek spozna, zakaj v metodi Feldenkrais. Pa če mu je blizu ta način dela. Absolutno. Ampak 4. februarja pa vabite v Ljubljano. Izkustvena delavnica, kako razbremeniti psihofizično napetost. Zna biti zanimivo. Tako, ja, v bistvu vedno gre nekako za to, ampak na tej delavnici bomo pa nagovorili prav specifična področja, ki so povezana v področja telesa, ki se odzovejo na dolgotrajen stres in obremenitve. Tako da ja, delavnica razpiranje prisotnosti, se pravi, da se razpre ta prisotnost v telesu. Naslovili bomo čeljustni sklep, ki je danes zelo obremenjen, dihanje, ramena, vse te dele. Ampak vedno se dela je mogoče biti prisoten prek Zooma, kot sem gledala Tudi, ja. Delavnica je v Ljubljani, ampak ja, možnost bo tudi prek Zooma. Delavnico ima vas kolegico dr. Mateo Pate, ona uči metodo Feldenkrais v Ajdušni, tako da je tla blizu. Pa doskrat kaj sodelujeva. Kaj vas je ta metoda vas osebno naučila v življenju? V bistvu zelo zanimivo. Jaz sem že prej bila učiteljica joge
odvedno sem športnica, veliko sem se ukvarjala s telesom in sabo. Jaz v bistvu sem se čisto drugačno doživljanje sebe in telesa mi je prinesel. Ker v bistvu ta študij je v prvi vrsti najprej delo pri sebi, raziskovanje pri sebi. Tako se mi je zdelo prav, kako tako naravne ene stvari, kako tega nisem čutila že prej. Tako da ja, sigurno se prenese na vse, kar počneš. Verjetno pa vas učijo tudi ljudje, ki vas obiskujejo. Absolutno. To najbolj, sploh pri individualnem delu. Naj tako ostane. Mateja Kodermac, hvala, ker ste prišli v nas studio, nam predstavili nekaj novega. Verjamem, da za marsikaterega poslušalca in poslušalko, pa še kdaj nasvidenje in naslišanje. Ja, hvala vam za povabilo. Lep dan še naprej, sem skupaj. Radio